Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili malce o pravu, malce o Istri. No, še predvsem pa nekaj več o gospodu Marku Pavlihi, ki je danes z mano. Gre za pisatelja, esejista, pravnega strokovnjaka in rednega profesorja na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, ki je nedavno izdal svojo biografijo imenovano Svetilnik. Lepo pozdravljeni. Dober dan in najlepša hvala za povabilo v ta prelep naravni studio. Polni pozitivne energije ste pravzaprav prišli že sami in moram priznati, da tudi vaša knjiga deluje zelo navdihujoče. Ste bili od nekdaj tako pozitivno gledajoči na svet ali je to nekako prišlo tekom življenja? Po moje imam ta del karakterja po mami. Če bi mi nekdo rekel, naj z eno besedo opišem svojo mamo, ki je hvala Bogu še živa, tudi oče, bi mamo opisal z nasmehom. Torej, odkar pomnim, je bila nasmejana, dobre volje in še danes, čeprav ima težave z zdravjem, pač ona pravi letom primerno, 80+, ne. Seveda je tudi oče kdaj nasmejan, ampak oče je klasičen oče tiste generacije, bolj strog, avtoritativen, ampak to ne pomeni, da nima tudi pozitivne energije. Tako da sem vedno bil obkrožen s smehom, z dobro voljo in še danes mi to pomaga pri pobiranju raznovrstnih padcev, ne, čemur je tudi ta knjiga namenjena, da ne bi poslušalke oziroma gledalke in gledalci menili, da gre nekomu, ki je morda znan v javnosti po delčku svoje kariere, bil vedno uspešen, brez problemov in tako naprej. Kje pa so vzponi in padci, naše življenje je kot neke vrste srčna krivulja, ampak če ne bi bilo srčne krivulje, torej vzponov in padcev, potem tudi življenja ne bi bilo. Tako da sem človek, ki vedno vidim najmanj polovico polnega kozarca, če ne kar celega, ne. Sam se tolažim v redu, mogoče je zdaj do polovico poln, ampak se mi bo nekdo dolil, če bo zmanjkalo. No in v tem duhu je morda napisana tudi ta knjiga. Se vam zdi pomembno, da govorimo tudi o padcih, ker pogosto ponavadi sploh recimo v takšnih bolj sprostitvenih, razvedrilnih medijih poslušamo, češ razmišljate samo o uspehu, razmišljate samo o zmagah, če si bomo zamislili, da bo vse dobro, potem vse bo dobro, ampak slej ko prej verjetno pridemo do padca. Se vam zdi pomembno o tem tudi govoriti? Zelo. Jaz mislim, da ni človeka, da ne rečem živega bitja, ki ne bi imel tudi zdrse, padce, takšne in drugačne, ampak trpljenje obstaja, nenazadnje je to temelj budizma. Gre večinoma za umsko-mentalno trpljenje, torej za doživljanje situacij na način, ki nas boli. Seveda, nažalost je pa na svetu absolutno preveč, morda celo vedno več fizičnega trpljenja, kar poglejmo vse te vojne grozote, pa lakoto, revščino in tako naprej. Tam pa ni to samo naša miselna utvara, kaj se dogaja in kaj je slabo, ampak ljudje dejansko trpijo. Ko sem bil povabljen s strani založbe Kiara k pisanju te avtobiografije, sem bil seveda na eni strani počaščen, na drugi strani pa v zadregi. Kdo pa sem, da bom pri svojih 60 letih pisal zdaj spomine, saj ljudje bojo mislili, da si želim na ta način postaviti še en spomenik ali kakorkoli že, no ampak vendarle je šlo za povabilo, to me je tolažilo. Potem drugo vprašanje, pa druga dilema je pa bila, kako zasnovati tako delo. Nisem želel pisati v duhu, rodil sem se takrat in potem knjigo opremiti z raznovrstnimi fotografijami. Nenazadnje so tudi prejšnja objavljena dela pričevala, da gre za nekaj drugega, za drug pristop, to je zbirka osebno. Recimo pred menoj je knjigo izdal znani pater dr. Karl Gržan,
pa recimo... S katerim sta bila sošolca ali sta samo prijatelja? Ne, samo prijatelja. Aha. On je malo starejši od mene, ampak srčna prijatelja sva, morda kaj več tudi v nadaljevanju. Pol je tu recimo olimpika Brigitta Langerholz, pa legendarna, lahko že rečemo, zdravnica iz Bosne, ki je zdaj tudi poročena v Sloveniji, Sanela Banović Perešuti, poročena, pa še drugi. Tako da sem razmišljal, kako in kaj. No in kar nekaj debat je bilo glede naslova, že potem, ko je knjiga nastajala oziroma bila že napisana, ampak ne povem, da je temeljni naslov Svetilnik zrasel na zelniku moje drage urednice, Tadeje Zupan. In tudi o tem morda lahko kakšno rečeva kasneje. Ampak meni se je zdelo to premalo. Želel sem opozoriti, in tu se seveda vračam k vašemu vprašanju, na to, da se ni vse tako svetilo, kot bi človek domneval na podlagi glavnega naslova. Zato sem predlagal naslov Padci in pobiranja. Podnaslovi so dokaj pogosti in so v bistvu koristni, ker marsikaj povejo. No in potem, kot je rekla urednica nekje, mislim, da tudi v svoji spremni besedi, je šlo to na družinski konzili. Jaz vedno predebatiram z ženo pa z otrokoma. Pa zanimivo, sin je to takoj podprl, rekel, ja, to je tudi marketinško dobro, ljudje imajo radi, da ti grejo kaj narobe. Hčerka je bila odvetnica malo bolj skeptična, žena nekje vmes, no, ampak da skrajšam zgodbo, na koncu je ostalo tako, urednica je pa dodala še poetičnega pravnika, tako da je pravzaprav v tem naslovu mojega samo Padci in pobiranja. Ampak sem vesel, tudi nisem želel uporabiti besede vzponi. Vzponi je že malo preveč, kako bi rekel, ne oholo, ampak ne vem, pretenciozno mogoče, če lahko uporabim tujko. Padci in pobiranje pa tako, padaš, se pobereš, pa malo racaš naprej, lahko tudi po vseh štirih, metaforično. In zanimivo, ko sem začel pisati knjigo, oziroma ko je prišlo povabilo, sem ravno prestal operacijo kolka, tako da sem bil še v fazi rehabilitacije, no in so se ta pobiranja, prvo s postelje, potem birgle, potem brez in tako, so se dogajale prav dejansko vsak dan v življenju. V knjigi že zelo zgodaj omenite, da ste začeli s pisanjem, če se ne motim, Politiki in zabavniki bilo že... To je bilo že kasneje, predtem ste najprej v Dnevniku imeli svoje zapise, pa ste mogoče, preden so vas povabili, že razmišljali o tem, da bi kdaj napisali biografijo? Ne. Torej, dejansko me je odkrila, če lahko tako rečem, razredničarka, učiteljica v 4. razredu osnovne šole, Jožica Zoroja, ki se mi neskončno hvaležen še danes, kjerkoli je, vedno jo čutim pri sebi in v sebi. Ugotovila je, da rad in menda dobro pišem. Tega niso uspeli ugotoviti prejšnji učitelji in zanimivo, da ne niti kasnejši. Kdo ve, kako bi se moje življenje obrnilo, če bi recimo imel še več takih Jožic Zoroj, potem na nadaljni poti. Saj sem sam pri sebi kdaj razmišljal, da bi študiral književnost, tudi da bi bil pisatelj, ampak se veste, to so pogosto sanje otroka, ki se prepletajo od tega, da bi bil astronaut, pa jutri bi bil pisatelj, pojutrišnjem bi bil filmski igralec ali kaj podobnega. No, ampak v 4. razredu je bilo res prelomno. Hodil sem k tako imenovanem dramskemu krožku, kjer smo se učili na pamet raznovrstno poezijo, tudi prozo, nastopali, no in hkrati morali pisati. In Jožica Zoroja je najboljša dela, seveda še malo popravila, malo lektorirala in jih potem kar sama pošiljala medijem. No in zanimivo, tako so moje prve objave bile res v Dnevniku, pesmice, kratki esejčki in ta ljubezen je tlela z manjšimi presledki in se razplamentela potem skozi vsa desetletja mojega življenja.
Ampak da bi pa prav razmišljal o avtobiografiji, pa sem bil povabljen kar k nekaterim avtobiografijam slovenskih avtorjev, ne bom rekel ravno pisateljev, ponavadi je šlo za ljudi, ki so tudi zraven pisali, recimo pravniki, politiki, da napišem spremno besedo. Pa zanimivo, takrat ni bilo kančka neke zavisti ali pa te želje. Skratka, zdelo se mi je, da sem premlad za to. Veste, to se hitro spreminja, ne? Od trenutka ali pa od obdobja, ko si med najmlajšimi, kamorkoli greš, in potem kar naenkrat se to spremeni. Ne? In človek bi lahko rekel, v redu, pri teh letih, pa zakaj ne bi napisal, nekateri so še prej, ampak jaz nisem ravno, ne vem, znameniti filmski igralec Matthew McConaughey, ki ga tudi omenjam, ki je napisal fantastično avtobiografijo Green Lights, evo, zelene luči, na neobičajen način. In sam jo je napisal. Ne. Sej, to je bila recimo ena od knjig, ki me je inspirirala, pa še nekatere druge, recimo že prej, preden sem sam bil povabljen, sem rekel, če bi že kdaj pisal, bi pisal na ta način. Recimo ne omenim knjigo Evalda Flisarja, To nisem jaz, torej piše knjigo o sebi, ampak pravi, vendarle to nisem jaz. Ne? Zelo zanimivo. Potem je Tone Partlič napisal knjigo Oprostite mi bogovi za vse moje blodne, nekaj takega. In še kdo bi se našel, recimo moja prijateljica Vlasta Nussdorfer, pravnica, znana, je tudi pisala o tem. Vse te avtobiografije so malo drugačne in skupna rdeča nit je, da so odkritosrčne, da so res iskrene, da te ljudje ne želijo ničesar ulepšati. No in evo, upam, da je tudi meni uspelo v tej smeri. No in zdaj, ko je išla, ko je že nekaj mesecev med nami, po odzivih, ki jih prejemam, sem vesel, da sem se odzval na to povabilo, ampak ne zamudim priložnosti, da ne bi povedal, da je nastala na podlagi povabila. Zato, ker bi se mi zdelo, da bi bilo res mogoče preveč egocentrično, ne, se v knjigi tudi pišem o tem, kako se človek lahko skozi leta razeguje, ne, to je nekako moja beseda, kako lahko z duhovnostjo in z vsem ostalim pač prispeva k temu, da se malo izboljšuje iz dneva v dan. Ne. No in če bi knjigo napisal kar sam, potem jo pa ponujal založbam, to ravno ne bi bilo v tem duhu. Pa je to vaša prva knjiga, prvo daljše delo pisano? Ne, sploh ne. Torej, strokovnih seveda je kar precej. Ta knjiga je, ne da bi si vodil v evidenco, ampak če štejem še soavtorstvo, mislim, da je 46. po spisku. To skupaj s strokovnimi? Skupaj s strokovnimi, ampak med knjigami, ki so mi pa še posebej pri srcu, bi pa rad omenil knjigo Nismo rojeni le zase. Ta knjiga je šla leta 2010 pri založbi Libris, tule v Kopru, in je na nek način biblioterapija, torej moja terapija neke abstinenčne krize, pa v tem primeru ne zaradi prenehanja pitja alkohola, kar je tudi v knjigi omenjeno, ampak zaradi končane politične kariere. Namreč konec leta 2008 je potekal poslanski mandat, prvo sem bil minister, potem podpredsednik državnega zbora, odločil sem se zopet v družinskem konziliju, da je konec politike, da se vrnem v normalno življenje na fakulteto, ampak človek ne more verjeti, čeprav je v politiki veliko grdega, slabega, seveda vključno z mediji, ker si na tnalu, ker te javnost ocenjuje in pravilno je, da te ocenjuje, ampak samo nekaj tednov je tistega, da si v soju žarometu, da te vsi hvalijo, nov obraz, ne vem kaj, kot se bo jaz, ne? Potem pa to ni več tako. Ampak ko se te žarometi ugasnejo, ko se nič več ne piše o tebi, ne poroča, ni več vabil, ni več telefonskih klicev, se človek znajde v hudi zadregi. Kajti kako hitro se tega navadiš?
Kako hitro se navadiš črne limuzine, šoferja, ki ti odpre vrata, prvih vrst, kamorkoli greš. Ni treba razmišljati, kje boš parkiral, ker se ne vozi s svojim avtomobilom. Malenkosti bi človek rekel, zelo banalno, ampak je pomembno. No in takrat sem začel pisati, pravzaprav sem si delal zapiske in podnaslov te knjige Nismo rojeni le zase, je beležke učenca duhovnosti in nastala je ta knjiga. Tudi zelo iskrena, bila je kar uspešnica, no potem pa na nekaj let podobno, torej popolnoma nepravniško, če smemo omeniti recimo knjigo 12 pred 12, esej o iskanju svetlobe, vedno me je vleklo k svetlobi. Potem recimo Pritisni na tipko človek z veliko in še nekaj takih. No. In tako da je ta avtobiografija pravzaprav neko logično nadaljevanje. In tako se mi tudi zdi. Seveda sem nekaj reči omenil, o katerih sem že pisal, ampak se mi je potem zdelo, da sem vendarle sposoben nadaljevati od zdaj naprej. Ne, da bi se zopet vračal nazaj, ne, da bi se popravljal. Meni je jasno, da pri recimo 50 letih ali še prej, recimo tam okoli leta 2010, nisem bil tako zrel kot zdaj. Jasno mi je, da bi bil recimo zdaj, če bi že bil v politiki, pa ne bom nikoli več, pa tokrat se ne bojim zarečenega kruha, ampak recimo, da bi bil zdaj, na primer, minister, ne? V primerjavi z letom 2004. Človek ima res šele kasneje to modrost, ki jo prej nima. Prej se mu recimo zdijo pomembne... V smislu po izkušnjah ali... Po vsem. Zdaj se resnično zavedam tega, kaj je človekovo poslanstvo, še posebej politika. Veste, kaj pomeni beseda minister izvorno v latinščini? Služabnik naroda. Torej služiti narodu. Ne? In zanimivo, da Ciceron, znameniti pisatelj, retorik, tudi politik v starem Rimu iz 1. stoletja pred našim štetjem, v svoji zadnji knjigi, ki jo je posvetil sinu, torej kot neke vrste pismo je napisal, govori o dolžnostih, ne, de officis, in potem sinu tudi pravi, ko boš pa starejši, je pa tvoje poslanstvo zlasti v tem, da boš služil drugim ljudem, da boš moder in da boš svetoval. No in to ne pride tako hitro. Čeprav imam veliko spoštovanje in veliko podpore do mladih ljudi, ne nazadnje sem z njimi obkrožen sleherni dan, so to moji študentje, od 19. leta približno naprej, bruci, pa tako, ampak določenih reči pa ni možno preskočiti. Vsaj ne na takšnih položajih, kot so recimo politika, vodenje države, vodenje kakšnih večjih sistemov. Izjeme lahko potrjujejo pravila, imamo menedžerje, ki so uspeli, obogateli pri 20-ih, ne, ampak to je drugo. Ta digitalizacija se mi zdi, da predstavlja nek poseben svet. Za ljudi, za modrost pa je treba preteči toliko kilometrov. Sicer, ko ste ravno že omenili politični staž, ste mogoče oziroma se nočete vrniti oziroma ste bili mogoče malo razočarani v tem smislu, dostikrat, ko ljudje pridejo v politiko, imajo neke, da ne rečem, romantične predstave o tem, kako lahko spremenijo svet, potem pa je ponavadi treba sklepati veliko kompromisov. Ste imeli tudi sami takšno izkušnjo? Sem. In lepo ste uporabili izraz romantično predstavo. Točno takšno predstavo sem imel tudi jaz. Jaz nikoli nisem do leta 2004 pripadal nobeni politični stranki. Ravno toliko sem bil star ali pa mlad, da mi ni bilo treba pridobiti izkaznice komunistične partije, ne, kar je bil v starih časih skoraj da nujen pogoj za normalno ali pa za uspešno kariero. No in potem se zgodi povabilo v politiko, no tudi v politiko sem bil povabljen čez noč in mislim, da sem bil povabljen
takrat strani predsednika vlade magistra Ropa, ravno zaradi tega, ker sem bil nepopisan, politično nepopisan list papirja. Torej, na eni strani me je javnost že malo poznala po raznih mojih pomorsko-pravnih komentarjih. Bil sem že nekaj časa, 6-7 let nazaj iz tujine, kjer sem študiral v Kanadi, pa sem se očitno zdel zanimiv. No in jaz nisem seveda postavljal kakšnih posebnih pogojev predsedniku. Edino le pa je to sam pravzaprav povedal, da bi lahko bil strokoven. Da sem pač neke vrste tehnokrat, kot se temu reče, je rekel, ni problema in je to obljubo tudi držal. Samo kaj se je potem zgodilo? Ta opcija Liberalna demokracija Slovenije je na volitvah nepričakovano izgubila. Mene so že poprej prepričali, naj vendarle kandidiram za državni zbor, potem bom pa pač svoje mesto prepustil nekomu drugemu, jaz bom pa še naprej minister. In zgodilo se je dvoje, česar nisem pričakoval. Prvo, da sem v piranskem kraju zmagal in postal poslanec, in drugo, da je LDS izgubila na volitvah, kar pomeni, da smo se znašli v opoziciji. Ampak jasno, ne bi bilo fair, da bi vrnil mandat in odšel nazaj na fakulteto, tako da pač sem bil v parlamentu, bil podpredsednik, ker je malo olajšalo to moje razočaranje zaradi podrte romantične predstave. Namreč moja predstava je bila, da je politika, oziroma da bi morala biti recimo dve prispodobi. Na eni strani kot ladja, pa da recimo so tisti, ki so na oblasti na krovu, nautiki, tisti, ki so koalicija, so strojniki, ampak vsi vozijo isto ladjo, za iste potnike, za iste ljudi. Ali pa mogoče druga metafora, imamo reko, ta reka je ljudstvo, potem pa levi in desni breg. In potrebujemo najmanj brvi, če že ne mostove med tema bregovoma, seveda zaradi slabih nabrežin, in to se je tudi dejansko pokazalo, lahko pride do poplav. To je tudi v družbi tako, ljudstvo ima vsega dovolj in poplavi in preplavi in lahko tudi povzroči škodo namerno, zato da se kaj izboljša. No in žal sem v praksi videl, da je zelo malo volje po tem sodelovanju. Name so se pravzaprav vsi jezili, tako imenovani moji, češ da sem preveč naklonjen desnici, in desnica še vedno, da sem levičar. A jaz sem želel biti res tista brv in moj argument je bil ta, da jaz celo to moram biti. Če sem del vodstva državnega zbora kot podpredsednik, moram imeti iste vatle za oboje. In iste vatle za oboje imaš pa lahko tako, oziroma da deluješ, da imaš iste vatle, da si pravzaprav do svojih bolj strog. Tako je bilo in minil je mandat in nič se ni spremenilo, celo obratno. Z mnogimi, ko se zdaj pogovarjamo, včasih si rečemo, da smo stari soborci, ugotavljamo, da ni bilo še tako slabo, kot je. To sovraštvo, to ni več samo spor med levico in desnico, to je kar sovraštvo, ta mržnja, to se še kar poglablja. In kdaj, za božjo voljo, bomo premagali in polpreteklo zgodovino in še nazaj, ne vem, takšne in drugačne zamere in res ugotovili, da delujemo zase, za iste ljudi, da smo vsi na isti ladji, da smo vsi obdani z istimi bregovi, da gre za isto reko in tako naprej. Problem, veste, tega spoznanja pa je, da se dobrohotni mladi ljudje, ki ne grejo v politiko ali pa ne bi šli v politiko zaradi svojih egoističnih interesov, ne bodo odločali za takšno življenjsko kariero. Zakaj pa bi se? Če želijo dobro, pa če vidijo, da ne gre. Ampak, kot rečeno, sem optimist, sem dobre volje in še vedno mislim, da bomo nekoč, ne vem kdaj,
zaradi duhovnega zorenja, če bo več ljudi delalo na sebi in imam občutek, da vedno več ljudi dela na sebi, da nam pri tem pomagate tudi mediji. Mogoče nekaj let nazaj niti ne bi bilo takega intervjuja, recimo na klasično zapriseženih televizijah, zdaj pa se dogaja, zdaj pa se midva pogovarjava o svetilniku ali pa recimo smo na univerzi uspeli osnovati predmet celostno razmišljanje, delovanje, ki tudi nekaj povsem novega. Tako da sem optimističen in bi morda še omenil Dalaj Lamo, ki je nekoč dejal, da če bi 8-letnike naučili meditirati, bi se v eni generaciji otresli vsega nasilja na našem planetu. V eni generaciji. To je edina pot. Drugače ne bo šlo. Politika je odpovedala na vseh nivojih, na lokalnem, nacionalnem, mednarodnem, evropskem, saj vidimo. Odpremo poročila in jih pravzaprav vsaj v mojem primeru kaj hitro zapremo. Ne? Zato, ker je potem toliko negativne energije in če si količkaj sočuten, mimo tega ne moreš iti, ne moreš kar zamahati z roko pa reči, vse to je Gaza, vse to je Ukrajina, vse to je Sudan. Ne gre tako. Mene boli za karkoli slabega se dogaja na našem planetu, ki je neznatno zrnce v tem ogromnem vesolju, ampak vendarle je naš dom. Zdaj, politika pri nas je verjetno tudi ta, ki je nekako, da ne rečem, kriva, da pada zaupanje v pravno državo. Pravzaprav do neke mere to celo spodbuja. Ampak vi kot pravnik, ali menite, da je Slovenija še pravna država? Je pravna država, ampak preslaba. Veste, to je podobno vprašanje, kot če bi me vprašali, ali je Slovenija pomorska država, ne? Zdaj, to smo v preteklosti dostikrat slišali in pogosto demagoško ali politikansko je bilo slišati, ne, zdaj pa ni več, Hrvaška ne priznava arbitražne odločbe in tako nimamo izhoda na odprto morje. Seveda je pomorska država. Ta zadnjič, ko sem pogledal statistiko in jo kar vem na pamet, imamo 46,6 km morja, imamo pristanišče in tako naprej. Seveda je pa drugo vprašanje, ali smo dovolj pomorsko usmerjeni. No in zelo podobno analogijo lahko uporabimo tu. Premalo smo pravna država in bom mogoče zadevo obrnil drugače, kot se običajno interpretira. Ne bom rekel, da smo premalo pravna država zato, ker se kršijo človekove pravice. Seveda se tudi kršijo, ampak tu smo ne samo kot Slovenija, ampak kot Evropska unija, kot svet dosegli velik napredek v zadnjih 100 letih ali še manj. Ampak problem je, da se preradi trkamo po naših mogočnih prsih, ko gre za naše pravice. To je moja pravica, to je moja pravica. Pozabljamo pa na drugo plat medalje, kjer so dolžnosti. Celo ustava sama pravi, da so človekove pravice omejene z ustavo, kar je po svoje logično. Recimo izjema od človekove pravice do svobode je odvzem te svobode, ko gre za priprtje, za sum kaznivega dejanja, pa še druge primere. Ampak drugi primer oziroma druga možnost okrnitve pravice pa je, da so človekove pravice vselej omejene s pravicami drugih. In jaz temu posvetim najmanj 1 uro študentom v 1. letniku, da jim povem, da je ravno to bila poanta Ciceronova, ki so ga prej omenila, ko je sin opisal. Torej on je v zadnji knjigi, kot da bi slutil, da je to zadnja knjiga, ker čez nekaj let so ga pa ubili, zopet zaradi svojih preveč naprednih idej, ampak je čutil potrebo, da sinu spregovori pisno o tem, da naj se ne zaveda samo pravic, ampak zlasti svojih dolžnosti. In ko bomo to ponotranili, ko bo vsak človek se prvo zamislil nad svojim pragom, pa ga pometel, da bo, kot je rekel Voltaire, seveda obdelal svoj vrtiček, ampak potem pomagal tudi drugim, ker ni rojen samo zase, potem bo tudi pravna država boljša.
Ampak ne moremo pričakovati od ljudi, ki so že do sebe brezbrižni, tako ali pa drugače, ali pa premalo sočutni, preveč egoistični, da bodo potem kaj boljši, ko zavzamejo vodilne položaje. Ne morejo biti, ni logično, kvečemu slabši bojo. Tako da v tem vidim izhod in me boste mogoče vprašali, pa bom kar sam povedal, ne, ker se mi zdi tako pomembno, kaj pa lahko naredimo v tej smeri? Vzgoja. Vzgoja in še enkrat vzgoja. Vzgoja od družine naprej, te temeljne družbene celice, vem, da se sliši klišejsko, ampak je res temeljna in je lahko zaradi mene istospolna, lahko je večspolna. Jaz tako rečem, sam seveda prisegam na dvospolno, imam ženo, 2 otroka in tako naprej, ampak nič narobe, imam veliko spoštovanja in tudi nekaj prijateljev, ki imajo drugačne oblike. Če je ljubezen, potem je vse. Ni pomembno, kdo je, kaj, kje, kakšne barve, zopet tako kot v politiki. No in če se tam začne vzgoja, pomeni in pri starših in pri otrocih, potem jo bo lažje izvajati v vrtcih, pa seveda v osnovni šoli, srednji šoli in naprej. Nikoli se to ne sme končati. In tega je premalo, ne? Zdi se mi, kot da smo pri nas že v prejšnjem političnem sistemu uspeli iz institucij, ki bi se morale ukvarjati vzgojo, to vzgojo izgnati, po takšno ali pa drugačno pretvezo, češ da bo preveč vere, da bomo Boga vnašali v šole, potem je prišlo do osamosvojitve, bilo mogoče ravno obratno, pa spet ni nikjer vzgoje, ne, to moramo izboljšati. Celo obstaja ena nova veda, zelo pomembna, ki se imenuje logopedagogika, ki v bistvu temelji na smislu. In danes zlasti mlajšim ljudem, ampak to potem kvečemo eskalira do starejših dni, ljudem manjka smisla. Kaj? Vse nima smisla, pravijo, ne, mladi. Vse gre itak vse, bom rekel po domače, v maloro, ne. Ne gre. Oziroma, če že gre tudi po naši krivdi. Tako da, in zato se mogoče toliko bolj zdaj, ko nimam več toliko, recimo do vsaj formalne upokojitve, zavedam tega svojega pomembnega poslanstva, da sem prvo vzgojitelj, šele potem učitelj in tudi študentom rečem tako, oprostite, če vam bom kdaj malo pridigal, ne? Saj to ne bo namerno, ampak čutim to kot svojo dolžnost. Kajti vse tisto, kar predstavlja formalno snov, recimo za določen predmet, lahko najdete v mojih učbenikih. Vse sem jih napisal za vse predmete oziroma tudi drugi. Tisto, recimo subtilno o etiki, o morali, tudi v duhovnosti, tisto je pa teže najdeti. In mi oprostite, če vam bom kdaj s tem utrujal, pa mi oprostijo. Če so kdaj tiho kot miške, so takrat, ko se takole razgovori, kot zdajle tule, ne? Ja, sej verjetno ravno vzgoja, okolje in podobno, ne nazadnje tudi vaše izkušnje, so vas pripeljale do tega, kot v knjigi omenjate, tudi do soočanja z zasvojenostjo od alkohola. Slovenija je znana kot precej mokra družba, se pravi, vedno povsod proslavljamo z alkoholom. Kako ste sami torej sploh prišli do spoznanja, da mogoče imate problem? S pomočjo najdražjih, čeprav sem tedaj, recimo, govoriva 10-15 let nazaj, že sam čutil, da je vrag šalo vzel, kot se temu reče. Ampak tako kot mnogi Slovenci, Slovenke, če ne kar večina, se meni alkohol dogaja vzproti. Iz otroštva naprej. Spominjam se, kako sem recimo praznil ostanke kozarcev, ko so kakšni obiski odhajali. Star sem bil, ne vem, 7-8 let. Seveda bi se starši jezili, če bi me videli. Potem smo hodili na obisk k sorodnikom na Štajersko, no tam je bilo pa pitje že kar za otroka zaželeno, pa sem kdaj lahko iz cevi potegnil iz soda, ko me je recimo stric peljal v klet in tako. Ampak resnično se je
pa začelo piti, če lahko tako rečem, v srednji šoli. In če me vprašate, zakaj, nisem v nobenih posebnih travm v otroštvu, da bi me silili k tem, kot so recimo morebitne zlorabe ali kaj takega. Ne. Kot je eden od učiteljev rekel, učitelj Gutnik, nekoč na gimnaziji, Bežigrajski gimnaziji, ko nas je zavohal v razredu, ne, je rekel rum za pogum. In točno to bi bilo. Fantje, zlasti fantje, tam polnih hormonov, pri 16-17, smo seveda se zavedali, da lahko po pivu, dveh, po rumu, šilcu žganega postanemo bolj pogumni, lažje ne govorimo dekleta. Jaz sem takrat že igral kitaro, pa sem do neke mere tudi boljše igral, boljše pel. Potem se pa človek skozi leta in desetletja dobesedno natrenira. Torej v bistvu se natrenira, da postane pijanec, alkoholik in še sam ne veš, kdaj ti zleze pod kožo, kaj ti ta trening se je nadaljeval potem na fakulteti. In potem kasneje tudi sem delal v gospodarstvu, v politiki, celo v odvetništvu. Posod je bilo te mokrote v izobilju. Pri nas je alkohol zelo čislana, reklamirana droga. In se ljudje zavedajo tega, recimo najnovejših raziskav, ki pravijo, da nobena količina alkohola ni varna. To celo Svetovna zdravstvena organizacija objavlja. Ampak ne želim biti svetoklinec, ne? In zdaj, ko sem se sam znebil tega demona, drugim soliti pamet, še vedno bi rekel, če imate radi kozarec vina, ne vem, hladno pivo, zdaj v teh vročih časih, seveda privoščite si ga, ampak po zdravi pameti. Recimo moji soprogi ali pa hčerki nikoli na kraj pameti ne pade, da bi se opili. Naprimer, sin pa je imel tudi ta problem, pa ga hvala Bogu nima več. No in pri meni je to pitje še posebej eskaliralo po umiku iz politike. Seveda na eni strani sem pisal knjigo, to sem povedal, na drugi strani sem se pa prevečkrat že takrat zalotil, da pijem tudi sam. Ampak človek se potem tolaži, to je tisti ego, ne, ki mu prišepetava, sej Hemingway je najboljša dela napisal, ko je bil malo pod gasom, ne, pa drugi, pa tretji, da ne govorimo o naših literatih, začenši s Prešernom, Cankarjem in še kom. Ampak ta zlodej, ne, gloda in prodira vate, no in seveda je človek tudi spremenjen. Zanimivo, mene v družbi ponavadi niso dojemali kot tečnega pijanca. Kvečemo obratno, doma pa. Zakaj? Danes vem, ko sem prišel domov, pa sem vedel, da je bil kakšen kozarec preveč, še zlasti, če sem vozil, ne, sem mu takšno slabo vest, da sem potem, ko sem prišel domov, v bistvu se takoj postavil v gard, neko se reče, in samo čakal zlasti strani žene ali hčerke, da me boste kaj špikali in potem seveda je planilo nazaj. No in v knjigi vse to opisujem, ampak vse je mogoče, vse se lahko naredi. Poskušal sem pravzaprav vse, hodil sem od Poncija do Pilata in pretežen del časa v zmoti, da me lahko navadijo normalnega pitja. Torej tiste 2 zdravi merici, domnevno zdravi merici na dan, pa to ni šlo. No in prelomnica je bila, to pa moram povedati, ker sem na to zelo ponosen, bil je junij 2017, zjutraj se soprogo zopet samo malo gledava. Jaz sem včasih rekel, spet je samo slika, zvoka pa ni, ki je bila name jezna, ker prejšnji večer sem spet domov prišel okajen. Sem rekel, vem, da sem ti velikokrat obljubil, da bom zmanjšal, da bom nehal. V knjigi je celo nek manifest, ki sem ga podpisala, če ste videli. Vse to zelo iskreno povem, ampak sem mi rekel takole. Čez 14 dni grem službeno v Sarajevo in do takrat se še ne bi zaobljubil popolni abstinenci, zato ker bo zelo hudo. Se čez 14 dni znajdete z našimi bosanskimi prijatelji, ki so tudi znani
po mokroti, ampak na predvečer vrnitve v domovino bom simbolično naredil atentat na zadnji požirek alkohola. In to je bilo 28. junija 2017, to sem storil, tam v hotelu sem najdel 2 steklenički, neke rakije, kaj, tisto popil. In od tistega časa naprej, bo zdaj kmalu 7 let, niti alkoholnega bombona. Torej, ali pa recimo kdaj naredijo, ne vem, tiramisu, pa da svakinja malo ruma not. Mogoče to celo izpari, ampak zame tega ni več. In sem vesel in upam in verjamem, da bo ta moja izpoved, ki je tudi v knjigi, vsaj nekomu pomagala, da bo videl, da je to mogoče. Seveda to velja tudi za druge zasvojenosti, ki so morda še hujše, ali pa ne. Zasvojenost z alkoholom je tako huda, tako pereča, zato ker je alkohol ne samo dovoljena škodljiva substanca, ampak kot smo že prej ugotavljala, promovirana, zaželena, tudi v medijih poslušam in različne radijske postaje, gledam televizijo, je kar precej tega, ne. Preveč imenitno je omenjati, ta vikend bo pa spet veselo, bomo pili, ga bomo žingali, seveda tudi naše skladbe in vse govori o tem, več previdnosti je treba, kajti alkohol prvo še vedno pustoši po cestah in kar mislim, da je še vedno poglavitni krivec za družinsko nasilje. In, če za konec mogoče spregovoriva vendarle še o druge vrste mokroti. Torej k vašemu vračanju k morju. Namreč že zelo zgodaj ste hoteli priti sem na slovensko Istro, zdaj živite tukaj. Kako pravzaprav se je ta vaša saga začela? Najprej ste se, oče vas je, čeprav vem, prepričal, da ne greste na pomorsko srednjo šolo, no, nazadnje ste pristali kar na fakulteti za pomorstvo. Ja, res je. Ta želja, ki je bila verjetno od začetka romantična, ker sem veliko bral, eden od mojih najljubših pisateljev je še danes Jules Verne, kjer diši po morju, kar kipi, pa tudi mnogi drugi. No, ampak kot ste omenili, ko sem se na skrivaj v neki anketi vpisal na srednjo pomorsko šolo, je bila psihologinja na osnovni šoli tako šokirana, da je očeta poklicala na sestanek, pa je oče dokaj kategorično ugotovil, da pač na to šolo ne bom šel po njegovih stopinjah in stričevih na bežigrajsko gimnazijo, ampak ker se spozna na poklicno usmerjanje, je rekel, veš, še vedno lahko greš, ko končaš gimnazijo. Boš naredil nekaj diferencialnih izpitov. No in ta želja je pri meni res še tlela. Potem sem jo pa opustil zaradi 2 razlogov. Takrat seveda, kot se spodobi za mladostnika, sem že imel punco in sem ugotovil, da bi jo moral kar za 2 leti prepustiti mojim drugim kolegom oziroma sami sebi. Namreč 1 leto bi moral preživeti na ladji, takrat se je višja pomorska začela z 1-letno plovbo, kar je bilo zelo dobro, ker so ljudje ugotovili, iz kakšnega testa so, ali je to za njih poklic ali ne. Potem pa še 1 leto služenja vojnega roka v bivši ILA. No in potem sem se premislil, ampak zanimivo, na pravni fakulteti, ki je bila sicer taka izbira, ne bom rekel, po moje redko kdo čuti v tistih letih poslanstvo, jaz bom pa pravnik, ne, redko kdo. Pravo, ekonomija sta bila običajno, vsaj v moji generaciji, izbira za tistega, ki ni vedel, kam bi šel. Pa ki ga je vse zanimalo, pa hkrati nič, ne. In potem najdem kompromis na pravni fakulteti v obliki pomorskega prava, torej v okviru transportnega prava nam je profesor dr. Marko Ilešič, ki je zdaj že skoraj 20 let evropski sodnik v Luksemburgu, predaval v pomorskem pravu, večkrat je rekel, da bodo njegova predavanja dišala po soli in katranu, ne? Torej 90% je predaval v pomorstvu, potem pa vse ostale panoge. In potem še profesor Bohte in profesor Škrkova, tako imenovano pravo morja, to, kar se nanaša na razmejitev morskih pasov.
No, in to je pripeljalo do moje prve službe na splošni plovbi v Portorožu. To je povzročilo, da sem ponovno spoznal mojo sedanjo ženo, ljubezen mojega življenja, ki sem jo bežno poznal študija prava, ampak ona je bila 1 leto pred mano, pa sva samo 2 dneva narazna, ampak zaradi vojske je prišlo do tega zamika. No in to je seveda povzročilo, da sva se po nekem sicer daljšem obdobju, kot ona pričakovala, zopet vrnila na obalo, kjer živiva, kjer sta tudi otroka, in je dejansko, lahko bi kar rekel, morje ne samo ambient, kamor postavljamo svetilnike, ampak je eden od mojih svetilnikov. In zato sem tudi s takšno radostjo prišel k vam v studio, tudi v pomorstvu uporabljamo megafone, naj se sliši, naj se ve, in moramo biti ponosni na to, da smo morska država. Pogosto pozabljamo, da smo morje narisali celo na naš grb in posledično v zastavo. Veste, ni zanimivo, ni veliko držav, od recimo približno 200, ki jih je na svetu, da bi imeli to vrstni simbolizem, ne? Ampak se premalo se ga ceni, zlasti v centru, mi dva oba prihajava, od tam pa mogoče zdaj še toliko bolj vidiva, odkar sva na obali, ne? Kako se mačehovsko ravna slovensko obalo z morjem, s pomorstvom. Včasih ima človek občutek, da center zanima ta del Slovenije samo poleti, ko se kopamo, pa ko so še potem kakšni cestni zastoji, če gre za spor s Hrvaško glede meje, ali če gre recimo za Luko Koper ali kaj takega. Ne, to je res naša ogromna komparativna prednost. Kar pa vprašajmo Slovake, Čehe, Avstrijce, Švicarje, ne? Kako je, če nimaš morja. Mi ga pa imamo. In to pomeni, da imamo tudi svetilnike. To pomeni, da je ta knjiga svetilnik za nekoga, ki ga predstavljate vi, ali ste vi sami imeli kakšne svetilnike po poti? Kar nekaj sem jih imel. Morje, kot rečeno, je že eno, ampak moral bi začeti z mojo Ester, z ljubeznijo mojega življenja. Letos bo že praznovala 36. obletnico poroke, pa še prej sva bila nekaj let skupaj, seveda oba otroka. In zopet, to ne sme izveneti kot kliše, kot, ne vem, smo se včasih malo norčevali iz misic sveta, ne, ko je imela zaključni govor, pa je rekla mir, dobrota, ljubezen in tako naprej. Ne, to so res vrednote, ki morda se jih človek bolj zaveda z leti, ampak ugotovi, da je res najmočnejša energija v vesolju, ne samo v svetu, je ravno ljubezen. In seveda ljubezen sicer ni treba utelesiti, lahko je tudi takšna, kot so jo stari Grki imenovali agape, torej ljubezen do vsega, ampak če začnemo z majhnimi utelešenji ljubezni, potem tudi do te pride. V bistvu moramo imeti za začetek sebe radi, seveda ne na narcisoiden način, ampak vsaj toliko, da se sprejmemo takšne, kot smo, da se ne poistovetimo s telesom, s kariero, z uspehi, ker vse to je minljivo. Jaz trdno verjamem, da tisti pristni jaz, duša, kakorkoli ga že imenujemo, pa ne, to je pa večno in to nas vse povezuje. In to je po moje tisti moj poglavitni in smisel in svetilnik, ki vse nekako zaokroža, tako da lahko smiselno živim svoje življenje. In morda tudi komu pomagam pri tem. Ja, upam, da res boste. Knjigo je zagotovo vredno prebrati. Upam, da jo bo prebral tudi kateri od naših gledalcev. Vam pa bi se ob tej priložnosti še zahvalila za obisk v studiu. Vam pa najlepša hvala za tako prijazno povabilo in še naprej veliko uspehov in tako zelenega, sonaravnega delovanja, kot ga izpričuje tale studio. Hvala lepa. Hvala lepa.
No, dragi gledalci, le vzemite v roke knjigo Svetilnik Marka Pavlihe, kjer boste polno dobrih misli, pa tudi vzponov in padcev, s katerimi se mogoče lahko poistovetite ali pa v njih najdete tudi kakšen zagon za naprej, torej poslužili tudi sami. Če ste morebiti zamudili naš intervju od začetka, pa naj vas vabim tudi k ogledu na YouTube kanalu Megafon TV, kjer lahko ta in tudi prejšnje intervjuje ogledate v celoti. Do prihodnjič, lepo se imejte in se vidimo.